Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas, kjer se bomo danes posvetili dobrovoljstvu. Natančneje Lions klubu Slovenija Portorož Zarja, ki letos praznuje 10. obletnico. Z mano pa sta v studiu Janja Turk, predsednica, in pa Andreja Podobnik, tajnica. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Hvala za povabilo. Z velikim veseljem. 10 let že sicer delujete tukaj na obali, tako da čestitke tudi vam. V 10 letih verjamem, da se je marsikaj spremenilo. Bi nam mogoče lahko za začetek povedali, kako ste se pravzaprav pred 10 leti odločili, da se podružnico naredi tudi v Portorožu? Torej, Lionizem oziroma Lions klubi obstajajo v svetu že več kot 100 let. Prvi klub se je ustanovil leta 1917 v Chicagu. Potem so z leti prišle razne podružnice in so postali mednarodni. In leta 1990 se je ustanovil tudi prvi klub v Sloveniji, oziroma takrat bivši Jugoslaviji, na kar so se potem po Sloveniji zopet ponovno ustanavljali razni klubi, se pobratevali, se naredili podružnice. In tudi naš klub je nastal leta 2013 kot podružnica Lions kluba Maribor Zarja. Maribor Zarja je ženski klub, drugi v Sloveniji. Mi potem kot podružnica pa tudi smo ženski klub in danes nas sestavlja 25 članic, tako da je v bistvu lokalno usmerjen in tudi lokalno se je takrat razmišljalo, da bi klub nekako se ustanovil zaradi potreb v okolju, ki so nastale. Ne zdaj ciljno prav za določeno akcijo, ampak bolj z namenom, da bi nekaj na tem področju storili. Maribor je bil toliko oddaljen, tu v okolju je pa vseeno bilo toliko enih žensk, ki so bile pripravljene pomagati, stopiti skupaj in narediti nekaj na to temo dobrodelnosti in pomagati. Pa so sicer vsi Lions klubi samo za ženske članice ali je to potem odločitev posameznega? Ja, to je recimo zelo posebnost, ker Lions klub je organizacija sama, je ustanovil moški in je bila tudi namenjena moškim. Tako da leta 1987 šele so se ženske začele pridruževati Lions klubom. Tako da tudi tlele, ko se je v Sloveniji, ko smo začeli s ženskimi klubi, ravno to sva govorili, zakaj samo ženske. Verjetno ženske drugače gledamo na te dobrodelnosti, socialnost, družbeno odgovornost. Ne rečem, da moški niso vsekakor enako, ampak mogoče na drugačen način. Tudi mi, ko iščemo neke pomoči potrebne, ker naš namen je, da pomagamo vsem, ki so pomoči potrebni, z različnih vidikov. In ženske imamo nekako ta čut, da se najdemo vedno prave, teh le ne manjka. Ampak ja, ženske združimo te naše moči in smo zmeraj uspešne pri temu. No, končno je prišel čas tudi, da ženske združimo moči. Sicer pa na kakšen način pa sprejemate članice? Torej, bodoči člani so povabljeni v naš klub od ene izmed članic. Ta tudi predstavi to osebo, pove, kakšne so njene, osebne mogoče kvalitete, s čim se v življenju ukvarja. Potem se pa tudi ta bodoča članica pride k nam predstaviti, pokaže oziroma pove, kakšno vizijo ima sama v tem našem klubu in na takšen način potem vidimo, kako bomo skupaj sodelovali, pri katerem projektu mogoče lahko več podpore pričakujemo. In vedno se potem izkaže, da če se pokaže kakšno vprašanje, da res priskočijo v teh temah, ki so jim blizu. Že takoj, ko spoznaš nekoga, veš, zakaj se je za to odločil, katere kvalitete je pri nas prepoznal.
Predvsem je pomembno, da še dodam, da je članica aktivna, Ja. ker marsikatera članica, ker smo članice, bi si želela mogoče, ampak potem s časom sama vidi, da je to, ker to je le aktivnost v klubu je potrebna, če hočemo doseči nekaj, kar je naš namen. In se pravi, vse članice ne bi bile aktivne v vseh naših projektih, ene na enem projektu, druge na drugem, ampak ni dovolj, da je članica, da je samo članica našega kluba, ampak da je res aktivna. No. To predvsem poudarjamo in tudi, ko povabimo nove članice, jim to res najprej predstavimo, da ni to, se ne samo zabavamo, se ne samo družimo, ampak je potrebna tudi neka aktivnost pri našem klubu. Kako pogosto se potem srečujete, ker aktivnosti imate kar precej, ravno kar ste imeli dobrodelno večerjo, zdaj decembra pričakujemo dobrodelni koncert. To pomeni srečevanje na dnevni, tedenski bazi? Srečamo se vsak prvi torek v mesecu, to je v našem letnem planu in to si vse članice damo v svoj urnik in ta dan ni drugih aktivnosti. Ne, res dobro je, da se udeležujemo teh naših rednih srečanj, ker tam v bistvu določamo naloge in aktivnosti, ki potekajo in ki bodo potekale. Tako da tudi vsaka ima svoje zadolžitve pri vseh teh projektih, tako da res ta redna srečanja vsak mesec prvi torek. Pa to pomeni, da tudi tja potem pridete z idejami, češ name se je obrnil nekdo, ki bi potreboval pomoč, oziroma se obračajo na vas, ali pravzaprav same zaznate nekje v skupnosti, da bi komu mogoče lahko pomagali. Čeprav vem konkretno zdaj to večerjo, ki ste jo imele, je bil izkupiček namenjen družinam, ki so bile žrtve poplav. Ja, res je. Torej, lahko se zgodi oboje. Lahko se oni obrnejo na nas, lahko pa tudi se katera od naših članic sama soočala z podobno težavo ali pa pozna nekoga, ki se sooča z težavami ali pa stisko. No. Tako da, kje se poišče te ljudi, mislim, ki so pomoči potrebni, jaz mislim, da to sploh je ogromno poti lahko, ker oseb, ki potrebujejo neko dobrodelno pomoč, je veliko. Kar se pa tiče teh poplav, ki ste rekli, mi smo že takoj sklicali takrat po avgustovskih poplavah izredni sestanek. Takoj smo iskali možnosti, kako bi ljudem, ki so bili poškodovane imetje in pač ostalo v teh poplavah pomagali. Prvo so bili razblažilci. To je bila tudi ena od vseslovenske akcije, ki je v Lions klubu bila zelo obsežna. Ampak ker mi tu na obali smo imeli takrat ravno največjo sezono, kar se tiče turizma, nismo mogli biti toliko fizično prisotni, da bi šli direktno tja pomagati. Smo se potem v dogovoru in tudi malo na pobudo restauracije Marina Portorož takoj odzvali in bili pripravljeni, dajmo sodelovati, dajmo stopiti skupaj, dajmo to izpeljati. In jaz bi rada še enkrat povedala, da takrat, ko vidijo ljudje, da gre res za pristno zgodbo, da mi ne govorimo nekaj na pamet, so vsi pripravljeni pomagati. In to je tisto, kar nas žene potem dalje, da res delamo na tem področju in da se še bolj zaženemo v te naslednje projekte, tako bom rekla. Ja, včasih se ljudje bojijo, do nas pridejo tudi kakšne zgodbe o tem, kako kakšno dobrodelno društvo zbira denar, pa potem denar ne pride do pomoči potrebnih. Kako pravzaprav se temu izognete, da greste potem direktno do teh ljudi ali na kakšen način? Torej, v tem primeru smo imeli direkten kontakt. Vprašalo se je tudi županjo Črne na Koroškem, tako da so oni te osebe oziroma te družine priporočili. Tako da smo šli v preverjanje zgodbe, dobili smo slikovne materiale, tako da smo lahko zgodbi zaupali. Seveda pa je ljudi, ki so v tem primeru bili prizadeti, še veliko več
in še mnogo več bi lahko namenili. Če pa mogoče pomislimo še za kakšno akcijo za nazaj, recimo bila so akcije, ko se je zbiralo razne pripomočke zdravstvene, zbiralo se je sredstva za operacije, zbiralo se je sredstva za ne vem, učne pripomočke tudi, a ne. Vedno pristopimo na takšen način, da vse to, kar pride v klub in je nekje ali na računu ali pa fizično v rokah, gre potem tudi naprej. Namreč me, ženske v klubu, smo vse prostovoljke in to delamo v svojem prostem času. Nihče za to funkcijo ne dobi nobenega plačila in res, tako kot je na začetku, mi rečemo, lajovističnega leta, račun v nekem stanju, potem ob koncu spet poskrbimo, da vsa zbrana sredstva, ki smo jih v letu pridobili, nekako spet so v istem stanju. Tako da res vse, kar pride, tudi gre naprej v dober namen. Zdaj ste omenili že kar nekaj področij, se mi pa zdi, da sem nekje prebrala, da se je v začetku Lions Club malo bolj posvečal predvsem slepim in slabovidnim. Je to res? Ja, to je pa predvsem izhaja iz tega svetovnega, ker ta Helen Keller, ki je bila slepa in gluha, predvsem ona je na ta Lions International, ne, iz tega vidika je nastalo to, da se je predvsem Lions International osredotočil na slepe in slabovidne in na pomoč njim, in iz tega se je potem razširilo še na vse ostale vidike ogroženosti, ne. Predvsem iz tega, tako da zdaj delujemo na vseh področjih, se pravi, imamo slepe, slabovidne, tale iz okoljskega vidika, diabetes, kaj imamo še? Imamo za boj proti raku. Boj proti raku, velikokrat zbiramo, lakoti, ja. Za tele rakove bolnike, predvsem otroke, velikokrat imamo akcije. Mislim, ogromno res je tega, predvsem kot je rekla Janja, to je res treba poudariti. To je v bistvu Lions International je največja organizacija, ki vse deluje na prostovoljni bazi. Nihče tudi na svetovni ravni ni plačan, niti ne bi omenila katerekoli druge organizacije, ampak to je posebnost, ne, ker ljudje pač tega ne vejo. In res vse deluje transparentno, ne. Ravno tudi tole zbiranje res gre vedno v roke posameznikov, ne preko nekih ostalih organizacij, ne, ampak res v roke, tudi zdaj, ko smo za poplavljene, ne, res preko oseb, osebno, tudi ti ljudje so se nam vsi zahvalili. Mislim, to, kad začutiš to zadovoljstvo, ne, to je v bistvu tisti pravi namen, ne. Ne, da niti se ne hvalimo s tem, niti nočemo nekaj, ampak to, ko ti ljudje to zahvalo, mislim, to je več, da bi ne vem kaj. Meni se zdi, da to je res tisti prav namen, ne. Da si zadovoljen, mislim, res je to več kot vsaka denarna nagrada, no. Pa se vam zdi, da pravzaprav dobrodelnost tukaj nekako nadomešča nekaj, kar bi moral mogoče že sistem urediti sam po sebi? Ja, velikrat je, ne. Saj vidimo to zdaj v vseh teh ujmah in vsem temu, ne. Velikrat sistem in država in vse organizacije, ki bi mogle poskrbeti za te ljudi, za vse to enostavno. Je pa res, da velikrat tudi sami ljudje ne zaprosijo. Zato zelo smo počaščeni tudi, da ste nas vi povabili, da samo okolje prepozna organizacije, ki jim lahko pomagajo, in da tudi ljudi, da jih ni sram, da jim ni težko pristopiti do nas. Saj mi ne izpostavljamo teh ljudi, pač to so zadeve, ki res komunicira med nami in med temi ljudmi. In res, da nas prepoznajo kot organizacijo, ki pomagamo, in res veseli bomo tudi, kdorkoli pristopi do nas, ne, in izrazi, mi jim pomagamo pač po svojih močeh, ne. Saj, na kakšen način pa potem poteka, naprimer, na večeri ste zbrali 14.000 evrov. Kako lahko na eni večeri izberete 14.000 evrov? Kakšen je tu pravzaprav postopek, kako to izgleda? Torej, jaz bom tako povedala, da letos je bila res ta izredna situacija
Vsi smo bili z očmi usmerjeni v to, kaj bi vsak pri sebi tudi lahko naredil. In takrat smo se hitro odzvali, to je bilo prvo. In tudi vsi, kogarkoli se je takrat vprašalo, če želi k tej akciji pristopiti, vsi so bili za. To so bili dobavitelji hrane, to so bili vinarji, bila je restauracija, ki je te stvari pripravila, organizirala. Bil je Radio Kapris, ki je dal oglas, košarkarski klub, ki je daroval dres, žogo, bila je slika, bili so vinarji, ki so pristopili in darovali vina, še celo neka arhivska vina smo potem licitirali. Tako da, in na koncu še te udeleženci večerja, prispevek za večerjo je bil 100 evrov, tako da to so bili v glavnem lokalni podjetniki in osebe, ki so že v štartu prišli z namenom, da bojo pomagala. Tako da so, se pravi, z izkupičkom od licitacije in tudi z izkupičkom od cene večerje. Popolnoma vse je šlo v ta sklad in na koncu se je toliko zbralo. Mislim pa, da smo potem še dobili 2 donacije, ki so tudi šle zraven, tako da smo lahko takšen znesek naprej namenili. Pa je bila to edina akcija čez poletje? Začeli ste poletje pravzaprav v Solinah, kaj ne? Ja, poleti smo začeli v Solinah z takim bolj sproščenim dejanjem, bomo rekli, fotografiranje z namenom za obeležitev te žetve soli. Naredili smo tudi en filmček pred časom, ki v bistvu prav posvečen temu našemu druženju ob žetvi soli. In iz par let nazaj, in iz tam tudi izhajajo taki naši mošnjički, ki so zdaj postali simbol, da jih potem podarimo ali nekomu, ki je k nam prišel na obisk, ali pa tudi za prostovoljne prispevke. Tako da te mošnjičke uporabljamo kot naš, zaščitni prepoznavni znakec. To je že od nekdaj ali to se je začelo letos? Ne, ni se začelo letos. To se je začelo v času covida, ko se je težje speljalo, bom rekla, akcije, ki so v stiku, ker mi vseeno se radi družimo in radi smo skupaj, sploh mi ženske rade poklepetamo, se imamo fajn. Tako da še malo pred tem, ko se je vse zaprlo, smo naredili eno prvih teh vrečkic in ta ideja je tako lokalna in je tako lepa, da smo jo obdržali in se nam zdi krasna, da jo peljemo naprej. Pa mogoče se tudi kaj srečujete z mariborskim Lions klubom? Torej, smo v stiku. V eni od idej, ki še je ne smem razkriti, je, da se dobimo, ampak srečanje med ostalimi Lions klubi so pa kar pogosta. Zdaj v tem vikendu, se pravi v 18. novembra, je slovenski dan lajonizma. Potekal bo na Krasu na Cereju, kjer se bo pogozdovalo po požaru. Pridobilo se je, mislim, da 2500 sadik in te sadike bomo z vsemi slovenskimi klubi, ki so k tej akciji pristopili, in mislim, da je letos tudi rekordna udeležba, v soboto posadili, naredili neko spominsko obeležje in popoldne se bomo še malo podružili. Tako da ja, druženja so ena krasna zadeva, povezujemo se med sabo različni klubi, ne samo slovenski, tudi tuji. Kar se pa prav točno Maribor Zarja tiče, pa tudi imamo v planu. So pa res nedavno tudi predsednica trenutna Kranjc je poslala donacijo ob tej naši 10. obletnici podružnice
in jo bomo zdaj v decembru v obliki darilnih bonov namenili za center za ženske in otroke žrtve nasilja. Tako da tudi klubi med sabo pomagamo. Zelo si pomagamo. In podpiramo in dajemo informacije in mislim, res tega sodelovanja je dosti. Ja, brez sodelovanja bomo težko kam prišli. Držim pesti tudi, da bo v soboto lepo vreme. Mogoče veste, katere sadike boste sadili po Krasu? Torej, bile so točno določene sadike, zaradi tega, ker ne želijo zopet zasaditi neko monokulturo. Zdaj pa, če bom točno povedala, pa dvomim, vem, da je vmes gaber. Tako da več različnih je. No, bom potem naslednji teden še enkrat vprašala. Ja, lahko. Sicer pa to so res akcije s takim konkretnim rezultatom. Malo manj konkretno se zdi naprimer akcija Plakati za mir. Nam lahko plakati res pomagajo k miru? Ja, plakat miru je v bistvu namenjen mlajši generaciji, se pravi šolskim otrokom od 11. do 14. leta. Ker v bistvu to je doba, ker otroci mogoče največ ali pa še ne tako razmišljajo o tem družbenem vplivu vsakega posameznika, in o tem sodelovanju in o miru in o teh medsebojnih odnosih, kako si moramo pomagati. In ravno ta projekt miru, kjer otroci sodelujejo, se dogovorimo z določenimi šolami, ki so pripravljene sodelovati, in potem ti otroci s svojimi slikovno izražajo v bistvu ta svoj pogled, ravno na to, kako oni vidijo to povezovanje, sodelovanje. In se mi zdi, na podlagi, kaj dobimo, vse tele izdelke, res se zamisliš, kako otroci v bistvu imajo res mnogo bolj razmišljajo, kakor se mi predstavljamo. Res, kakšne umetnine, res, ko vidiš to, kakšen globi pomen je te slike, in tudi, ko razložijo, si rečeš, to 11-letnik, 12-letnik tako razmišlja, tako da meni se zdi to res dobra podlaga za nadaljnje, mislim, recimo za starost, za en zdrav pogled na svet in nek zdrav vpliv za samo človeštvo, ker mislim, da to je edini smisel tega sveta, da sodelujemo in da se imamo radi. Pa se mogoče spomnite kakšnega motiva, kaj so risali zemljo, znake miru? Ja, v bistvu zelo take poglobljene, vsi vidijo to, kar se dogaja, sprav neko temo, neko svetlobo, naravo, povezovanje. Se spomnim lanskega plakata, tam je res ostal v spominu, ker ta punca kvačka in je v bistvu iz kvačkanih stvari to povezovanje, vsaka stvar. In je tudi obrazložila, da ona vidi tam, da se mora vse, kakor ena nitka se razkoplje, razpade, tudi sam sistem razpade, ljudje med sabo. V bistvu res tak globi pomen je teh slik. Tako da mislim, da ni to zelo dober pomen in mislim, da kar je dobro, da nadaljujemo s tem projektom. Predvsem za otroke in nas, seveda, posledično. Pa vam je kdo kdaj nasprotoval pri teh akcijah? Vam je rekel, kot češ, kakšni hipiji, zdaj pa to ni takšna realna slika sveta, zdaj bomo govorili o miru. Vam je kdo mogoče kdaj nasprotoval pri vaših akcijah? Pa v bistvu ne bi rekli, da nam nekdo nasprotuje, se pa zgodi, da ne letiš mogoče nekoga, ki ima verjetno zaradi svojega kakšnega strahu ali pa kakšne izkušnje v preteklosti, kakšen predsodek. Tako da v takšnem primeru potem mi ne gremo takoj nekomu dokazovati, da se moti ali pa ne, ampak pač mi dopuščamo ljudem, da imajo svoje mnenje, svoje pač razmišljanje. Mi želimo svoje stvari in svoje projekte peljati naprej, tako kot smo si jih zastavili v svojih teh
preteklih akcijah ali pa na podlagi, ki jo imamo, in iz tega bomo mi izhajali. Mislim, glede na naše dobre, bom rekla, rezultate, to je naša baza, ne mogoče mnenje nekoga, ki verjetno se mogoče niti ne nanaša na nas. Ja, ker diskurs vendarle se zaostruje. Se zdi, da ljudje bi se raje tepli med seboj, kot pogovarjali v zadnjem času. Se tudi vam tako dozdeva? To je žalostno. Mislim, na takšen način to je zelo destruktivno. In zdaj, če se bomo vsi okoli ene stvari vrteli, ne vem, če bomo o tem dosti razčistili, zaradi tega, ker vsak ima svoj pogled. Je boljše, da se usmerimo v prihodnost in gradimo naprej. Vsekakor. Ker ljudi, ki potrebujejo pomoč, ljudi, ki so v stiski, jih je veliko. Ne bi si mogoče nekdo niti mislil. Recimo zadnjič, ko smo pomagali centru za žrtve nasilja, potem kar se tiče teh, ki potrebujejo kakšne zdravstvene pripomočke, pa jih verjetno iz zavarovanja ali pa iz centra za socialno delo v takšnih obsegih ne morejo dobiti. Tako da mi se bomo rajši, kot da se zapletamo in dokazujemo, kdo ima prav in kdo je narobe, usmerili v to, da še naprej delamo dobro. Ker konec koncev samo s tem lahko nekomu dokažeš, kaj počneš. Ne? Kaj pa, naprimer, projekti, ki so bolj dolgoročne narave? Je tudi projekt Donirana hrana še aktualen? Ja, to je tudi z tega vidika, tudi lakote, ne? Kot bi rekli, mogoče kakšen za Slovenijo bi rekel, le se lakote pa v Sloveniji ni, ne? Ni ravno tako, ne? Ravno pri tem projektu, pri teh doniranih hrane, ne, se je res veliko trgovcev vključilo in tudi zakonsko se je to uredilo, da ta hrana, ki bi bila drugače odvržena, ne, se pravi recimo stvari, ki so v teh supermarketih, hipermarketih kuhane, pečene, že pripravljene, to hrano bi mogli zvečer odvreči v kontejnerje, ne. In to hrano, se pravi, prevzamejo. To je tudi organizacijsko zelo zahteven projekt, ne? Ker to hrano morajo naši člani oziroma pač člani teh Lions klubov, se pravi, ali z osebnimi svojimi avtomobili prevzeti jo, odpeljati v določene, kjer jo shranijo in dostaviti vsem tam potrebnim, ne? In res ta projekt ogromno podarijo te hrane, ne? Kar je super, po svoje pa žalostno, ker res ljudje so še lačni in so lačni tudi v Sloveniji, ne? Je pa vsekakor, meni se zdi to super projekt, ker hrane se pa tudi ogromno odvrže, ne? Tako da ta projekt se mi zdi fajn in upam, da bo tudi deloval še v prihodnosti, ne? Ja, ravno hrane, pa tudi obleke ste zbirale zdaj poleti, kaj ne? Mi smo večkrat že imeli projekt zbiranja oblačil oziroma dejansko gre za donacijo trgovine ali pa večjih trgovin, kjer se določena ali kolekcija, seveda te se menjujejo sezonsko, ne? In namesto, da jih oni pošljajo na uničenje ali da jih kako drugače pač odvozijo, je za njih tudi cenejše, da jih donirajo. Z njimi smo potem sklenili pogodbe, ne? Da mi se zavežemo k temu, da bo to prišlo v primerne roke, oni pa se tudi na takšen način zmanjšajo strošek, ne? Ker odvoz oziroma uničenje tudi zahteva svoje. In vam moram povedati, da so ali na Rdečem križu ali nekajkrat smo šli tudi na kopalke, recimo z otrokom na Debeli rtič in tako, strašno bili veseli, ker to so nove stvari, to niso rabljene in tako redko jih dobijo za ne vem, tudi razne organizacije brezdomcev in tako.
da so bili res presrečni, ko so dobili nove zadeve. Z veliko enimi organizacijami komunicirate. Se vam zdi, da mogoče vedno več teh organizacij nastaja, ki pomagajo torej tudi pomoči potrebnim? Pa ja, jaz vidim, da nekje ljudje sami prepoznavajo v lokalnem okolju, kaj je tisto, kar nek prostor potrebuje in se temu odzovejo. Zdaj lahko je to medsebojna pomoč včasih, lahko je organizirana pomoč, lahko se komu pridružijo, lahko se komu, lahko se na novo ustanovijo tudi, a ne. Lani vem, da je bilo dosti razmišljanja o tem, da bi se nove organizacije ustanovile po teh poplavah oziroma letos po teh poplavah. Tako da ne slišimo vedno samo tisti najbolj znani dve, a ne? Ampak jih je še veliko drugih. S kom boste pa zdaj sodelovali, naprimer pri tem decembrskem dogodku? Zdi se, da bo kar velik, v Avditoriju Portorož se bo zgodil. Mi lahko poveste kaj več o njem? Ja, 1. decembra, to je petek, takoj po prižigu lučk, organiziramo ta naš dobrodelni dogodek, ki je z namenom, da pomagamo mamici z otroci, s temi sredstvi, a ne. In predvsem je zelo pomembno in smo veseli, da vsi, ki jih povabimo, ti sodelujoči, gostje, sponzorji, res so nam pripravljeni takoj pomagati in ker v bistvu vsi spet delujemo na prostovoljni bazi, a ne. Se pravi, tudi vsi ti pevci, vsi nastopajoči, le so to osebe, ki drugače je to njihov vir preživetja, a ne. In december je, ampak so pripravljeni priti brezplačno, veseli so celo, tako da upamo res, da bo obisk čim večji, ker s samo vstopnico je dobrodelnega namena, a ne. S to samim nakupom vstopnice prispevajo ravno za ta namen pomoči mamici. Koga bomo pa lahko torej videli na koncertu? Ja, osrednja gostja bo Tanja Ribič. Z njo bomo imeli en tak pogovor sproščen. Bo seveda, jaz vem, da ona tako pozitivna in nasmejana oseba, tako da bo zagotovo prijetno. Poleg tega pa še par prijateljev, se pravi Maja Kevc, Taja Božič, potem je Nino Ošlak, Avtomobili, Mojca Štoka, a sem še koga pozabila? Upam, da ne. Upam tudi jaz, da ne. Je kar nekaj gostov, ja. Jaz sem tako ponosna, da bomo praktično ta dogodek že tradicionalno izpeljali. Bil je prvi 2018-2019, potem 2 leti nismo mogli, lani je bil in letos ponovno. So pa bili še tudi pretekli dogodki, ki so bili pa v sodelovanju z drugimi klubi, ampak vsi uspešni in vedno za točno določen namen usmerjen. Pa potem dejansko vsi, tudi tonski mojstri na tem dogodku delajo prostovoljno? Torej, kar se tiče najema prostora in osebja, seveda ta prostor smo mogli zagotoviti, ne? Tudi varnosti in ostale vidike. Tu smo pridobili donacijo iz strani občine Piran. Zelo so nam priskočili na pomoč in nam bodo še tudi iz Radia Kapris. Je še kar nekaj donatorjev, ki zdaj jih na pamet ne bom vedela našteti, ampak pravim, da takrat, ko jim predstavimo namen, vedno so pripravljeni priskočiti na pomoč. Ne vem, od svetličarke, ki bo nekaj prispevala. Tako, ja. Ja, tako da mi jih vse vprašamo. Seveda, vsak lahko reče, ne morem, ne zmorem, ne gre, ampak v glavnini so pa res tako veseli tudi sami, da lahko pomagajo. Pa reče, drugače nimam časa, ampak z veseljem ti prispevam, ne vem,
magari vino za pogostitev, ali pa ne vem, plakate, natis plakatov, ali pa sam letak, ki bo tisti večer, oziroma s katerim ga oglašujemo. Tako da to so vse donatorji. Tako, kar ni pomoč samo v denarni obliki, ampak tudi jaz pravim v obliki pomoči ali karkoli prispevajo svojega. Ni samo tudi pri drugih akcijah, ni nujno, da samo pridobimo denarno pomoč, ampak tudi vse te stvari so dobrodošle, ki nam pridejo prav. Po kakšnem ključu ste pa glasbenike izbrali? Jaz mislim, da smo kar veliko oseb vprašali, glede na to, da smo se že avgusta začeli o tem pogovarjati, ampak vseeno jih ni bilo dosti na voljo. Nekateri imajo tudi letno določeno, koliko recimo dobrodelnih koncertov bojo izpeljali, pa so žal odgovorili, glej, ne morem, sem že toliko svojih norm izpolnil, tako da mi smo bili potem zelo veseli, ko smo dobili te pozitivne odgovore od oseb, ki so pripravljeni. Povezovalka je pa tudi naša članica, Lara Pirc, tako da je bila takoj za stvar, da pomaga. Se pravi, to je zdaj že tradicionalno. Za katere akcije pa menite, da so bile v zadnjih 10 letih najbolj odmevne, največje mogoče, najbolj zahtevne? Ja, ta auditorij je kar zahtevna akcija. Torej, že od pridobitve sredstev za dvorano, za SAZAS recimo tudi. SAZAS ne donira? Torej, ja. Ja, tudi? Tudi bomo pridobili donacijo, oprostitev. Največ ljudi je vključenih, zato je tudi sam projekt dosti zahteven. Več ljudi kot je, več ljudi komunicirati, skoordinirati in tudi napolniti dvorano. V bistvu vse je res, se mi zdi, tak najbolj zahteven projekt in odmeven in tudi bo uspešen. Ja, jaz mislim, da bo. Potem tistih manjših projektov, ki so pa tako za dušico tudi, jih je pa kar nekaj, da že v preteklosti te naše stojnice, Halloween, pa potem, ko smo obiskovali bolne otroke, potem jih spet se ni smelo, pa otroke na debelem rtiču, pa se je zbiralo, ne vem, razne prispevke za slepe in slabovidne Koper, manjši koncert. Imamo kar mesec. Tega je res, mislim, če bi rekli vsak mesec nekaj, bi skoraj rekli malo. Tako, mesečno, mislim, ker imamo tudi razna predavanja. Mislim, res imamo ogromno aktivnosti in na vsaki aktivnosti potem zbiramo sredstva, ker to je naš namen. In kakšno imate pa predavanje, na kakšne teme? V bistvu zelo različno, o športu, o zdravju, o res različno. Sprostitvi, ja, v stresu. Tako, in tudi povabimo tudi zunanje, ni to samo za člane, tako da delujemo res širše. Sicer mogoče veste, odkje ime Lions izvira? Zakaj prav levi? Levi so vendarle tiste živali, ki v svojem domačem okolju ponavadi jejo vse ostale. Torej, ko so ustanavljali Lions Club, je bil res zaščitni znak en lev, ki je držal eno gorjačo, in ko je postal Lions Club International. Ampak ta lev je zelo simboličen. Trenutno na našem Lions znaku je levček, ki je obrnjen v dve smeri. Zakaj? Zaradi tega, ker lev ne samo, da je kralj, živali, je tudi pameten, tako da gleda malo v preteklost in iz preteklosti izhaja, se uči, je pridobil svoje izkušnje in modrost in gleda tudi v prihodnost na drugi strani, tako da se potem vedno zre naprej v prihodnje projekte in naslednje akcije in naslednje
Ja. In delujemo tudi večgeneracijsko. Če Tako. pogledamo vsi projekti, ne, Plakat miru, Odmal, res vse te starostne skupine zajema. Ne. Tako da res skušamo, cel Lions International skuša vplivati na vse starostne skupine. Ne. Imate potem tudi s starejšimi občani kakšne projekte? Ja, bili so. Bil je obisk starejših. Takrat se je povabilo, mislim, na nekega glasbenika, ko so oni bili zaprti, ko smo smeli imeti nobenih stikov. Je bil tipo neki koncert na vrtu pod domom za starejše občane. In recimo Lions Club Viva Ljubljana ima eno akcijo, ki je res usmerjena tudi v to, da se gre obiskati starejše občane in se jih naučim osnove argentinskega tanga. Taka zelo lepa akcija. Mislim, teh akcije, tu bi lahko bili 3 dni, Ja. da se s starejšimi povezuje. Ja, ogromno jih je. Vidve ste se že naučili tango? Projekt 24. Ja, bili smo pa tisti večer, ko so se učili, samo jaz nisem neki od plesnih korakov. Pa sicer to se sliši kot precejšen zalogaj. Ali vidve to delata in pa vaše članice poleg svojega dela torej še prostovoljno? Ja, Absolutno. vsi. To pomeni 8 ur na delu, pa potem še 2 do 4 uri doma? Ja, nekatere mamice smo malo manj Ker v so službi. zaposlene in mamice, mislim, da kar je 24 Ja. ur. Ne. Pa ja, včasih si rečeš, ok, pa bom še to, pa bom še tist, pa se pol malo zavleče. Samo, ne vem, recimo že ena preprosta stvar, kot je takole en letak o delovanju kluba, ne, ki je vzelo par noči, pa ko vidiš potem končni izdelek, imaš neko zadoščenje, mislim, jaz ga imam, neko zadoščenje, ko vidim, da stvar je izpeljana in da bo šla, ne vem, tudi malo širše. Torej, vama ni nikoli žal časa za dobrodelnost? Zagotovo Ne, to pa ne. Mislim, Res da to ne. ne bi smelo biti nikomur. Mislim, Že da v drugače osnovi, ne bi ja. tukaj bile in ne bi bile vključene v te, ne, meni res ne. Pa tudi je druženje, kar je pa le pomembno. Ne. Ja, rabiš. Zakaj ste se pa sami odločili za to pravzaprav, da vstopite v dobrodelne vode na tak način? Torej, organizirano dobrodelnost. Torej, kot prvo, nas je nekdo videl v tem našem klubu, a ne, ker vsi smo prišli na povabilo. In potem, ko smo predstavili sami sebe, kaj počnemo, s čim se ukvarjamo, kako nekako naše življenje sploh izgleda in kako bi tudi pokombinirali klub in svoje življenje, so nekako med nami tudi prepoznali te kvalitete, katere želimo ali pa si bi želeli imeti v svojem klubu. Tako da, ja, jaz mislim, da potem, ko prideš na povabilo nekoga, je velika odgovornost. Ni samo, ja, sej bom, a ne, pa na koncu se malo skušaš izogniti ali kakorkoli, ampak res, da s srcem pristopiš k stvari in da potem za tem tudi stojiš. Kaj pa vi? Zakaj ste se odločili v prostovoljstvo vstopiti v organizirani obliki? Ja, prav tako. No. Mislim, jaz sem tudi že od velikem patno, mi je to zelo pomembno. Jaz sem en tak človek, da si želim, da bi bili vsi malce zelo optimistično, ne? Da bi bili vsi srečni, zadovoljni, veseli na tem svetu. Ne? In res meni je največje zadovoljstvo, ne? Ko lahko nekomu pomagam in vsekakor druženje, isto misleči, predvsem to me je vodilo, no? Ko sem bila povabljena v to, sem se res takoj odzvala in sem kar dovolj aktivna, no, tudi v klubu in upam tudi za prihodnost, no, da res čim več pridodam za širše dobro naše družbe. Torej, po decembrskem dogodku imate že kakšne načrte za naprej? Po decembru bomo najprej do januarja malo počivali, da si povrnemo moči, ker ta projekt je res zahteven.
Tako da v januarju imamo redni sestanek, naredili bomo en pregled, malo za nazaj, pa tudi malo za naprej. In potem februarja, marca seveda z rednimi sestanki tudi že štartamo z novimi akcijami. Vedno je v septembru in oktobru, ko se planira za celo lajonistično leto naprej, tako da mi imamo že načrte pač predvidene in načeloma, če ni nekaj res zelo drastičnega, se jih potem ne spreminja. Če bo potrebno, bomo pristopili k kakšni drugi še akciji ostalih klubov, ampak načeloma naši načrti so že, mislim, da je v februarju so predavanja, v marcu tudi je malo širše predavanje, ne bo samo za nas tako ožje, ampak bo tudi širše namenjeno. No, super, vsekakor vam želim dobro leto naprej in tudi uspešen dogodek, kdaj smo rekli, 1. decembra v 7. auditoriju. Lepo vabljeni. Jaz bi se vam zahvalila za povabilo in vam seveda podarila naš možniček soli. Zraven je tudi zgibanka v našem 10-letnem delovanju podružnice. Da najlepša hvala za povabilo. Lepa hvala vama. Hvala. Tako, dragi gledalci, tudi vi ste toplo vabljeni 1. decembra, da se oglasite v auditoriju Portorož z nakupom vstopnice za koncert, o katerem smo danes tudi nekaj govorile. Pravzaprav tudi sami prispevate k dobrodelnosti. Danes smo govorili torej o aktivnostih Lions kluba Portorož Zarja, o katerem lahko več preberete tudi sami na njihovi spletni strani. Mi pa se vidimo prihodnjič. Lep pozdrav.